Dober dan želim na našem današnjem množičnem srečanju. Lep pozdrav. Spoštovani, v današnji izjavi bom pojasnil okoliščine, ki so povezane s poročanji o pripravljenosti bataljonske bojne skupine 72. brigade Slovenske vojske. Naj uvodoma pojasnim termin in razliko med pripravljenostjo Slovenske vojske, s katero letno, skladno s predpisi, seznanjamo vrhovnega poveljnika obrambnih sil, to je nekje v mesecu marcu, in pripravljenost bojne skupine 72. brigade, ki smo jo oblikovali skladno za to najavljenimi cilji zmogljivosti za leto 2018. Ko govorimo o pripravljenosti celotne Slovenske vojske, govorimo o dveh vrstah pripravljenosti, in sicer o potrebni in zahtevani pripravljenosti, kjer dejansko ocenjujemo pripravljenost celotne Slovenske vojske. Gre za pripravljenost v smislu opremljenosti in usposobljenosti vseh enot in poveljstev Slovenske vojske, in to preverjanje izvajajo enote in poveljstva Slovenske vojske ter generalštab po metodologiji, o kateri smo v preteklih letih že veliko govorili. In o tej pripravljenosti, kot sem dejal, seznanjamo vrhovnega poveljnika. Tukaj je tudi, sem omenil termin potrebna pripravljenost. Potrebna pripravljenost je pripravljenost, s katero ocenjujemo zmogljivosti in pripravljenost za bojno delovanje celotne Slovenske vojske, in ta pripravljenost je bila v preteklih letih že najavljena pri vrhovnem poveljniku kot neustrezna in ocenjena z negativno oceno. Sedaj pa bi nadaljeval s pripravljenostjo bataljonske bojne skupine, v kateri ste dejansko poročali. Uvodoma sem želel podati razliko med pripravljenostjo Slovenske vojske kot celote in pripravljenostjo enega segmenta Slovenske vojske, to je pa bataljonska bojna skupina, ki smo jo oblikovali v 72. brigadi v letu 2017. To gre za zmogljivost nekje okrog 820 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, ki so zato posebej opremljeni, pripravljeni, usposobljeni in morajo tudi dati kompleten ciklus usposabljanja kot celotna bataljonska skupina, da je lahko kasneje na zaključku preverijo za to usposobljeni ocenjevalci. Torej govorimo o bataljonski skupini, ki je namenjena za bojno delovanje in je namenjena za izvajanje nalog v najširšem spektru delovanja, če povzamem, torej gre za bojno delovanje. Najširši spekter pomeni, da deluje tako v nacionalnem okolju, kakor tudi v mednarodnem okolju, kot deklarirana zmogljivost Republike Slovenije za leto 2018. In če hočemo tako enoto napotiti na različne naloge, tako doma, če je to potrebno, torej za bojno delovanje, in v mednarodno okolje, mora zato biti ustrezno sestavljena, ustrezno pripravljena, ustrezno sposobljena in z ustreznimi kadrovskimi resursi pokrita. Ker gre za najzahtevnejše bojno delovanje skupine, se tudi ocenjuje po posebnem postopku, ki ga imenujemo v NATO postopek Kreval. Gre za standarde NATO, ki so izjemno natančni, ki so izjemno zahtevni in ki na dan, ko je enota, pri kateri enoti izvajamo to preverjanje, mora ta Kreval imeti vse komponente in odgovoriti na nekje 1600 vprašanj, da lahko ocenjevalci, ki so predvsem iz vrst Slovenske vojske,
Torej, Kreval je izvajala skupina ocenjevalcev Slovenske vojske, skupino je vodila brigadirka Slovenske vojske, dodan je bil predstavnik NATO in so to ocenjevanje izvajali v preteklem tednu od torka do petka. Kako pridemo do zmogljivosti, da pride do ocenjevanja bojne skupine? Skladno z načrti, poslovnim planom in načrti ciljev zmogljivosti smo za leto 2018 smo začeli z oblikovanjem te bojne skupine v 72. brigadi že v letu 2016. Tukaj gre za proces načrtovanja in vseh potrebnih elementov priprave za izdajanje aktov vodenja in poveljevanja za oblikovanje takšne skupine. V maju 2017 je 72. brigada Slovenske vojske s to enoto dosegla začetne operativne zmogljivosti. To pomeni, da bi morala enota na ta dan biti popolnjena z 820 pripadnicami in pripadniki, so kompletno opremo, bojno tehniko in vozili. Tukaj gre za nekje okrog 200 vozil bojne tehnike in ostalih materialno-tehničnih sredstev. Enota se je od maja 2017 pa do februarja, ko smo izvajali preverjanje po Krevalu, usposabljala najprej na ravni oddelkov, vodov, čet in na koncu na ravni bataljonske bojne skupine. 13. februarja smo v Mariboru začeli s preverjanjem te bataljonske bojne skupine, kot sem dejal, skupina po standardih Krevala in izvajali to ocenjevanje do petka 19. februarja. Kakšna je ocena? Kako priti do te ocene oziroma kaj odraža ta ocena Kreval? Ocena Kreval odraža pripravljenost za bojno delovanje po 5 področjih in sicer imamo področje priprav in načrtovanja, področje delovanja, logistične podpore, komunikacije in informatike ter administracije. Iz vsakega izmed teh področji dobi skupina oceno. Ocene so od 1 do 5. V našem primeru noben od teh elementov ni bil ocenjen z 1. Z 2 so bili ocenjeni 4 elementi, z 3 pa 1 element. Da lahko bojna skupina bojno deluje kot bojna skupina, kot celota, mora vsaj iz 3 elementov, o katerih sem prej govoril, biti ocenjena z oceno več kot 2, več kot zadostno. Ker je v našem primeru skupina ocenjevalcev ocenila bataljonsko bojno skupino iz 3 elementov nepripravljeno, kot nepripravljeno, torej ni ocena 3 ali višje, je celotna ocena za celotno bojno skupna ocena za celotno bojno skupino bila izražena z nepripravljen za bojno delovanje kot bojna skupina. Kako naprej? Načelnik generalštaba je bil seznanjen s pisno oceno skupine ocenjevalcev Krevala v ponedeljek ta teden. Takoj je podrejenim izdal usmeritve za analizo stanja, da analizirajo vse segmente pomanjkljivosti, zaradi katerih je prihajalo do ocene nepripravljen za bojno delovanje in tudi izdal ukaz za pripravo izhodišč za dousposabljanje celotne bojne skupine. Torej, ta bojna skupina je zdaj, od zdaj naprej, pripravljena za dousposabljanje. Strokovnjaki oziroma poveljstva in enote morajo pripraviti ustrezne načrte, s katerimi bomo zagotovili dousposabljanje celotne bojne skupine in skupino ocenjevalcev Kreval seznanili, da smo pripravljeni z bataljonsko bojno skupino za ponovno ocenjevanje po kriterijih oziroma standardih Krevala.
V NATO nismo prvi primer, ko je bataljonska bojna skupina dobila oceno nepripravljen. In tudi nismo prva, pa predvidevamo, verjetno tudi ne zadnja enota, ki bo to oceno pridobila z dousposabljanjem v naslednjih mesecih oziroma v času, ki je za to potreben. V zaključku bi podal nekaj misli, in sicer v Slovenski vojski smo sicer zaskrbljeni za tak rezultat. Ni nas pa v celoti presenetil, kajti iz ocen, o katerih sem prej govoril, to so ocene o pripravljenosti celotne Slovenske vojske, govorimo o potrebni pripravljenosti, ki je ocena za bojno delovanje, je v preteklih letih že izhajalo, da je Slovenska vojska bila ocenjena po metodologiji za ocenjevanje pripravljenosti z negativno oceno. Torej, ta negativna ocena je že v preteklih letih odražala, da smo šibki na področju opremljanja, da smo šibki na področju zagotavljanja ustreznih resursov za razvoj Slovenske vojske in da smo predvsem v zadnjih letih šibki na področju kadrovskega dopolnjevanja Slovenske vojske in ta šibkost se je v zadnjem letu še, bi rekel, povečala. Torej, še manj nas je, kot nas je bilo v preteklem letu. In ker gre za ocenjevanje pokrevalo, ki rezultira res stroge standarda NATO, bi bilo težko pričakovati, da glede na oceno pripravljenosti preteklih let, bomo pa na enem segmentu, ki govori o oceni pripravljenosti za bojno delovanje, pa brez dodatnih resursov in brez tega, da se številčno stanje Slovenske vojske povečuje, torej se pa zmanjšuje, lahko uspeli zagotoviti pozitivno oceno oziroma oceno pripravljenosti za bojno delovanje. V zaključku bi še omenil, da je načelnik tudi izdal usmeritve načrtovalcem generalštaba, da bodo poslovni plan za leto 2018 dopolnili in ga redefinirali s stanjem, ki je nastalo s to bataljonsko bojno skupino, kar pomeni, da bomo pripravili vse ustrezne dokumente za dousposabljanje in vse ustrezne resurse, da bomo izvajali dousposabljanje enote, da pa bomo v letu 2018 izvedli vse načrtovane aktivnosti v povezavi s sodelovanjem Slovenske vojske v mednarodnem okolju, tukaj gre za mednarodne operacije in misije, da bomo še naprej sodelovali ali pa izvajali reševanje v gorah in nujne medicinske pomoči, oziroma izvajali helikopterske prevoze nujne medicinske pomoči in po potrebi tudi zagotavljali podporo zaščiti in reševanju, če bo to potrebno. Dejstvo pa je, da bo potrebno poslovni plan za leto 2018 v celoti redefinirati in prilagoditi vse ostale dejavnosti enemu ključnemu cilju, ta pa je, da bo bataljonska bojna skupina 72. brigade v primernem času dosegla ustrezno oceno pripravljenosti za bojno delovanje, tako kot je Republika Slovenija najavila že v Zvezi NATO oziroma na pogajanjih in v procesu pogajanj za leto 2018. Dejstvo je, da tukaj brez širše podpore vseh elementov, ki nam zagotavljajo kadre, pripravljenost, opremo za pripravljenost delovanja, bo težko. Zato verjamem, da bodo naši strategi strnili glave in najdli ustrezne rešitve in načelnik generalštaba je v teh dneh že podal vse ustrezne usmeritve, da se to mora zgoditi v najkrajšem možnem času in o tem bomo tudi še spregovorili v naslednjih mesecih, ko bo enota 72. brigade 74. polka ponovno preverjena po sistemu Kreval in optimistično napovedujemo, da bomo pa verjetno čez nekaj časa uspešni. Jaz imam vprašanje za kolegico glede neustrezne opreme. Lahko prej še to do konca, da ne bom naskakala sem tja. Jaz bi vprašala, kot smo lahko brali v zadnji izdaji Slovenske vojske,
so bili na dosedanjih vajah odlični, so se zelo dobro odrezali. Odkje je zdaj ta korak nazaj in vnaprej se je vedlo, kaj se bo preverjalo. Če imaš vprašanja za test vnaprej napisane, ne bi bilo tako, da se lahko pripraviš, da boš test pozitivno napisal. Ja. Proces vzpostavljanja preteklih, torej, ko enota gre v cikl za graditev bataljonske bojne skupine, je to nekje 18 mesecev, vsega skupaj. Ta cikl je povezan z nizom dejavnosti od tega, da je bilo potrebno v Slovenski vojski izvesti mnogo dejavnosti, da smo opremo grupirali na enem mestu. Torej, opremo takšno, kot jo imamo. Toliko, kot jo imamo, jo tudi imamo in smo morali vse usmeriti v to, da smo ustrezno opremo poskušali zagotoviti tej bataljonski bojni skupini v tem procesu. Ni se dalo usposabljati celotne bataljonske bojne skupine v vseh mesecih, zato ker smo izvajali niz številnih nalog, ki so bile povezane z varovanjem oziroma sodelovanjem pri varovanju meje, sodelovanjem v mednarodnih operacijah in misijah in še kaj v Sloveniji. Torej, skupina kot celota je bila sestavljena šele v zadnjih mesecih zaradi številnih nalog in verjetno to rezultira tudi to, da kot celota v najširšem spektru nalog, ko gre za različne rodove, povezanosti, sinhronizacije, ni bila dovolj sinhronizirana. Ali vas prav razumem, vi v bistvu zanikate odgovornost načelnika generalštaba v tej zadevi in njemu podrejenih brigadirjev, da niso dovolj usposobili oziroma vodili te vojake pri teh usposabljanjih in vse skupaj v bistvu bolj kot ne kažete nas prstom na politiko, vlado, ki vam ni zagotovila prvič dovolj sredstev za dobro opremo in pa drugič seveda, da ste tako kadrovsko prehranjeni. Glede, po 3 dneh, če je danes četrtek, bi bilo zelo preuranjeno govoriti o kakršnekoli odgovornosti. Kajti vojaški ustroj ni narejen, da skočimo in potem popravljamo napake, ampak da celovito analiziramo stanje, pridemo do ugotovitev vzrokov in posledic, ki temu sledijo in potem začnemo razmišljati o ukrepanju. V vojski zagotovo ne bomo kazali s prstom na nobenega. V vojski smo s prstom kazali v preteklih letih v Sloveniji že, kaj se dogaja s Slovensko vojsko. Pojasnili smo v preteklih 2 letih pa zelo intenzivno, da smo finančno podhranjeni, da smo kadrovsko podhranjeni, da se število nalog ne spreminja, da se naše obveznosti še povečujejo in na dolgi rok to ni vzdržljivo. To smo opozarjali. Naš namen pa ni in naša pristojnost ni, da iščemo odgovornost, ampak naša dolžnost je, da opozarjamo na stanje tiste, ki zagotavljajo resurse. In to je načelnik generalštaba Slovenske vojske, njegova ekipa, v preteklih 2, 3, 4 letih intenzivno počel z vso resnostjo in tudi posledično verjamem, da se je trend zaustavljanja padanja proračuna za Slovensko vojsko ustavil tudi zaradi tega, vendar to ni dovolj. Stanje je tako, kot je. Slovenska vojska je stara skoraj 30 let. Oprema, ki je bila kupljena pred skoraj 30 leti, je iztrošena. Gospodarske razmere za zaposlovanje v Slovensko vojsko so zunaj ugodne, za nas neugodne. To pomeni, da vojaški poklic postaja na trgu dela nekonkurenčen, plače so takšne, kot so v javni upravi in na tem področju smo opozorili v Slovenski vojski in opozarjali v Slovenski vojski, da nam zadeve samo drvijo navzdol in jaz upam, da so se ustavile in da bodo v prihodnje šle zgolj na zgor. Ampak ministrica pa je pokazala s prstom na vas, ne? Glede, težko je reči, kaj je ministrica pokazala. Ministrica je naša resorna ministrica, ki je verjetno prav tako zaskrbljena nad tem, da je bataljonska bojna skupina dobila oceno nepripravljen za delovanje. Jaz nisem zasledil, da bi kogarkoli s prstom pokazala, interpretacije so pa lahko različne. Ja.
2016, pri čemer pač je tako izpadalo, kot da si v bistvu vi brez kriterijev dodeljujete pač oceno, kot da nimate nekih kriterijev, po kateri bi si dali tako oceno, tako da lahko zbirate, kakšno oceno si boste dali. Ne, to ne drži. Mi tako nismo razumeli ministrice. Mi smo razumeli ministrico tako, kot verjetno ona, kot ministrica, ki je dolga leta zdaj pri nas na resorju, je s tem tudi seznanjena. Oceno pripravljenosti Slovenske vojske izvajamo skladno s predpisano metodologijo, ki se v zadnjih letih ni spreminjala. Gre za metodologijo, ki velja za mnoge članice NATO in za Slovensko vojsko ni nič drugačna. Res pa je, da to metodologijo uporabljajo pripadniki Slovenske vojske za ocenjevanje in generalštab za usmerjanje in zbir teh ocen. Res je tudi, da smo seznanjali ministrico, predsednika, tako kot tam to zahtevajo predpisi, z negativno oceno. Mi si negativne ocene nismo dali. Negativna ocena izhaja iz kriterijev, standardov, metodologije in vsega, kar temu sledi. In glede na dejstvo, da v zadnjih letih ni bilo modernizacije Slovenske vojske, glede na dejstvo, da je kadrovski primanjkljaj v zadnjih letih vedno večji, bi bilo verjetno zelo težko pričakovati za pripravljenost za delovanje Slovenske vojske, ko govorimo o delovanju v vojni, z obstoječo opremo, z obstoječimi kadri in na podlagi predpisov, ki so bili sprejeti, da nas mora biti 7600, da moramo imeti takšne in takšne zmogljivosti, težko pričakovati kaj drugega. Lahko še glede opreme, ker v oči so zelo zbodli tudi sporni škornji, no, vsaj o tem se je poročalo, pa me zanima, kaj lahko vi poveste o tem razpisu, s katerim so vojaki prišli do teh spornih škornjev, kako je sploh lahko prišlo do izvedbe tega razpisa in takšnih škornjev, kako je mogoče, da dobijo tako neustrezno opremo. Tudi sicer nasplošno me zanima vaše mnenje o opremi vojakov, glede na to, da poročajo, da si oblačila sami popravljajo, šivajo jih na svoje stroške, rokavice imajo potrgane in tako naprej. Ja. Jaz ne bi govoril o neustrezni opremi. Mi smo v zadnjem letu skupaj tudi z Direktoratom za logistiko, ki je odgovoren za nabave, dejansko zagotovili slovenskemu vojaku vsakemu, da je dobil novo bojno uniformo, kamor sodijo tudi škornji, ki so tudi novi. Zdaj, Slovenska vojska daje zahtevnike za nabavo skladno z razpoložljivimi viri, finančnimi viri, nabavo izvaja Direktorat za logistiko. Slovenska vojska definira standarde, po kateri morajo ustrezati določen del opreme, kakršnakoli, so škornje ali so to ne vem kaj. In mi smo prepričani in verjamemo, da so ustrezni strokovnjaki Direktorata za logistiko nabavili, nakupovali, če govorimo konkretno o škornjih, škornje, ki ustrezajo standardom za takšno opremo. In ne bi delil z vami mnenja, da gre za neustrezne škornje v celoti. Treba je vedeti, da je 800 vojakov bilo na terenu in da je od 800 vojakov 6 vojakov se nekje pritoževalo k temu, da so ozebli, niso imeli ozeblin. Napoteni so bili na zdravniški pregled. Zdravniški pregled ustreznih zdravstvenih strokovnjakov ni potrdil ozeblin, ampak je potrdil čisto normalno stanje, da lahko tudi nekateri imajo bolj občutljiva noge. Če se ustrezno ta zgodba ne realizira, če več dni imaš obute škornje in da jih ne snameš, verjetno pride do poškodbe kože in ta koža je verjetno, ta noga je verjetno bolj občutljiva na mraz. Mi pa nismo izvajali nobenega igmanskega marša v preteklih dneh na Počko, ampak smo izvajali usposabljanje in preverjanje 4 dni v dokaj normalnih vremenskih razmerah za zimo, pri temperaturi do -10 stopinj Celzija. In danes govoriti o tem, da če je 6 vojakov dobilo podhladitve, da je kompletna oprema neustrezna, da so škornji neustrezni in da je
Slovenska vojska neustrezno opremljena, bi bilo verjetno zelo površno in krivično. Torej niso odpadali podplati, tudi to je bilo možnost. Podplati tudi odpadajo. Na novih čevljih? Ne, na novih čevljih ne odpadajo. Podplati na čevljih odpadajo. In ob uporabi v takšnih razmerah, kot so terenski pogoji, in ta enota je v takšnih pogojih delovala že kar nekaj mesecev, je verjetno tudi za pričakovati, da bodo nekateri škornji tudi podplati odpadli. Narobe bi bilo, če bi vojaki imeli zelo zglancane škornje, ko pridejo iz terena. Ampak se je tudi ostala oprema problematična, ne? Tudi rokavice pa druga oblačila si popravljajo, celo šivajo sami. Videli smo veliko fotografij, tudi sami pravijo, da je precej opreme neustrezna. Ja, glede neustreznosti opreme je zgodba podobna kot pri škornjih. Ob večkratni in dolgotrajni uporabi vojaška oprema mora biti strgana, se mora uničiti. Dobijo novo. V nasprotnem primeru vojaki ne izvajajo svojega temeljnega poslanstva, to pa je usposabljanje tudi v ekstremnih primerih. Zdaj tiste fotografije, ki krožijo, jaz moram biti tu malo ciničen, ne? Najdeva neke rokavice, pa jih malo pofotkajva, pa jih dajva na spletno stran. Ali držijo te informacije, ki v zvezi s tem poročilom krožijo? Tukaj je pa vprašanje, ni vprašanje materijala, ampak česa drugega, da se enote niso znašle na vojnem polju, nekako slabo vodenje. Prvič to, ali to drži, drugič pa, ali drži, da pravite v ponedeljek je bil seznanjen. Ponedeljek je načelnik prejel pisno poročilo. Videli smo oceno izjavo ministrice, da ona to iz medijev zgleda. Kako je to mogoče za to oceno? No, gledajte, jaz bom proces pojasnil še enkrat. To, da je ministrica zvedla z medijev, torej kapo dol medijem, da imate tako dobre vire na vseh segmentih, da pridete do tega poročila predno je ga dobil načelnik generalštaba. Torej ste proaktivni in ste raziskovalni. Vsa čast. Ko je načelnik dobil to oceno, načelnik je bil seznanjen z oceno nepripravljene za bojno delovanje. Generali ne odreagirajo panično in si ne naredijo krize tam, kjer je ni. V tem primeru je ni bilo. In je takoj izdal ustrezne usmeritve podrejenim, in ko so podrejeni včeraj analizirali stanje in pripravili določene zaključke tega poročila, je ministrica danes tudi prejela pisno izvleček iz poročila in o stanju. Torej za Slovensko vojsko se ni zgodil noben tako velik izredni dogodek, da bi morali panično odreagirati in si ustvarjati krizo. V Slovenske vojske zaradi tega ni krize. Mi bomo še naprej usposabljali vojake in dosegli ustrezno stopnjo usposobljenosti, seveda ob podpori vseh resursov, ki so za to potrebni, in zaradi tega noben preudaren general ne leti pred vlakom, tako kot se morda pričakuje to v Sloveniji, da bomo to naredili. Kaj smo v predvolilnem obdobju že, ali bo politika panično se odzvala na ta poročila? Glede, to morate vprašati tiste, o kateri govorite. Slovenska vojska se panično ni odzvala, Slovenska vojska se odziva preudarno in umirjeno, da pripeljemo proces do tja, kjer bo na koncu ocena pripravljeni za bojno delovanje. Prosim, nisem razumel? Ja, tudi to je načelnik, torej kot sem povedal, dal usmeritve, da v tem tednu pripravijo proces. To, vojska ne more skočiti tako, da bomo rekli, jutri bomo to naredili. Vidite, treba na katerih segmentih je potrebno do usposabljanja. Predvideva pa se, da sigurno v nekaj mesecih bo potrebno nekaj mesecev do usposabljanja in priprav, da bomo lahko ponovno obvestili skupino Kreval, da smo pripravljeni za ponovno preverjanje ocene pripravljenosti za bojno delovanje. Večkrat ste dejali, da vas niti to ne čudi, ne, in da je to tudi posledica seveda tako podhranjenosti kot premalo kadrovske podhranjenosti kot premalo finančnih sredstev. Če se ne motim, v tej vladi ste dobili za dodatno opremo in ostale stvari okrog 23 milijonov evrov.
Po vaši grobi oceni, koliko dodatnih vojakov bi potrebovali in koliko dodatnega denarja, da bi lahko na naslednjih takšnih in podobnih testih bili operativno usposobljeni? Ja, tukaj ni potrebno nobene grobe ocene, ampak lahko damo natančno oceno. Skladno s srednjeročnim obrambnim programom, ki ga sprejemajo vlade Republike Slovenije, različne, ker pač v vsakem obdobju je srednjeročni obrambni program definiran in redefiniran in spremenjen in dopolnjen, piše, da je Slovenska vojska normirana tako, da mora v njej biti 7600 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. Temu sledijo tudi naloge, ki izhajajo iz verjetno ocene, zakaj 7600. In če nas je 6700, je razlika dovolj jasna, da se mora nekje odražati, da 700-800 pripadnikom manjka, mora nekje nekdo nadomestiti, se mora nekje poznati. Pri nas se pozna pri tem, da moramo vojake, ki bi sicer upravljali usposabljanja, pošiljati večkrat na podobne naloge, ki bi jih morali delati tisti, ki jih ni, tistih 800, in zaradi tega lahko prihaja tudi do tega, da enota kot celota na koncu ne more biti takšna, ki se po standardih, ki so zelo strogi, pričakuje. Torej, sinhronizirana, usklajena za delovanje in še kaj. Tudi o financah je bilo veliko govora za Slovensko vojsko. Proračun, poznate, kakšen je že bil obrambni proračun pred 5-6 leti, nekaj leti nazaj. Danes je razpolovljen. In torej, to je vse to, o čem smo govorili. Drugače pa, da nismo zaskrbljeni, nismo rekli, mi smo zaskrbljeni, kajti vsakodnevno se srečujemo s težavnostjo pri upravljanju nalog zaradi različnih primanjkljajev. To pa je v stari tehniki, stari oborožitvi, govorimo o bojni oborožitvi in o kadrovskem primanjkljaju. In glede na to, da so naša opozorila in naše seznanitve naletele na nečist gluha ušesa, da se je trend padanja finančnega proračuna za Slovensko vojsko zaustavil, da smo v letu 2018 dobili dodatna finančna sredstva za tako imenovano opremljanje srednje bataljonske bojne skupine, ki jo gradimo, ponovno govorim o ciljih zmogljivosti, ki jih je Republika Slovenija opredelila za leto 2022 pa leto 2025 in pričakujemo, da bo se ta trend povečanja financiranja nadaljeval in da bomo prišli do cilja leta 2022, da bomo imeli srednjo bataljonsko bojno skupino takšno, kot je to spet po standardih NATO, Krevala in še česa. Rekli ste, da ni šlo za noben Idmanski marš, malo sam vračam na opremo še, pa da je oprema pač dobra. Od teh 6, da pri njih ni šlo za v bistvu niti za ozebine. Pri nekaterih informacijah pa naj bi pri enem v bistvu razmišljali v UKC-ju oziroma v eni pač bolnici o morebitni amputaciji. To ne drži? To prvič slišim o tako kritični ozeblini, da bi bilo. Informacije, ki smo jih prejeli, so bile izključno, da ni šlo za ozebline, ampak podhladitev zaradi različnih dejavnikov. In te informacije, da bi pa kdo bil toliko poškodovan, pa nimam. Ali vse še nekaj bil se bil oceno nezadostno, ko ste rekli za ta Kreval? Katere države? Nisem razumel vprašanja. Rekli ste, da nismo edina država oziroma edina enota, ki je dobila... Države, nekatere države članice NATO. Katere? Jaz verjamem, da si boste ta podatek uspeli sami zagotoviti. Mene še zanima, vojaki vemo ne smejo stavkati, sedaj je ta stavkovni val, bi lahko ta neuspeh razumeli tudi kot neko belo stavko vojakov, se pravi, stavkati ne morajo, ampak poskušajo na ta način javnosti, politiki sporočiti, da preprosto ne gre več naprej? Ne. To bi pa bilo zelo krivično do vojakov, zelo veliko podcenjevanje vojakov, ki so na terenu dejansko izjemno motivirano izvajali naloge. Še tisti, ki na dan stavke niso imeli varstva doma, teh je bilo 30 iz te enote, so zaprosili, da so 2-3 ure odsotni, da gredo otroke urediti babicam in detkom in so se vrnili nazaj v enoto. Tako da o kakršnihkoli
namigovanjih o kakršnikoli namernem povzročanju slabe ocene bi pa bilo žaljivo do vojakov. Hvala lepa. Ja, izvoli. V bistvu vidimo, stvar je, da sem tem, da ni bilo sinhrono, kar pomeni slabo usposobljenost. Zdaj iskati razloge, zakaj, kje. Mnogo razlogov obstaja. Mnogo razlogov, ampak Ja. nek razlog pa je. Očitno so procesi usposabljanja potekali na roka. Niso potekali narobe. Procesi usposabljanja so potekali v redu, ampak v procesih usposabljanja zaradi različnih dejavnikov nikoli v celem ciklu nismo imeli zagotovljeno popolno številčno stanje. Zaradi dejavnikov, o katerih sem govoril. To se nanaša na podhranjenost, kadrovsko podhranjenost. Tudi. Da zaradi tega In- ne znajo delovati v skupini posameznikov pa. To se nanaša na premalo število vojakov v celotni slovenski vojski in na obilico nalog, ki so normirane na 7600 pripadnikov slovenske vojske, nas je pa 6700. Hvala lepa.